Hvala, da ste prišli v tem prekrasnem vremenu, novembrskem. Vsaj liv se še ni začel, tako da ste lahko tle mirnega srca. Tudi če bi se začel, bi bili tle gotovo. Ja, Sonja ne bi bilo. Skratka, ja, Sonja smo se pogovarjali že lansko leto, pa potem nekako smo imeli, kaj s tem, nekako leto si se umestila, se znam. Drugače sem te imela pa vaš čas v mislih, no? Skratka, ja, ker mi da smo se tudi spoznali ravno zaradi literarnega novinarstva, oziroma preko literarnega novinarstva, in takrat se pač poznava. Dobro, zdaj, vi ste vsi že bili, vi pa še niste bila na teh srečanjih, tako da na začetku pač nakratko sam, da vam povem, o čem, mislim, kakšen žanr to sploh je, pa potem seveda boš ti dopolnila s primeri in tako naprej skozi pogovor. Se pravi, govorili bova o zapisih, ki imajo literarno podstat in potem nadgrajeno to z neko bolj dokumentarno, žurnalistično, raziskovalno platjo, ko se to spoji, dobimo potem literarno novinarstvo, to je zdaj zelo neko preproščeno povedano, ker o tem smo že zelo veliko povedali, da ste vi rečli, in kakšne oblike literarnega žurnalizma poznamo, kdaj se je pojavil, ni nov žanr, v bistvu nekako začetke izsledimo že precej v zgodovini, 18. 19. stoletja, ni to žanr 20. ali 21. stoletja in povsod po svetu je navzoč. Praktično, ni omejen zgolj na ZDA, ampak tvoja knjiga, o kateri bova tudi kaj spregovorili, pa obravnava predvsem Ameriko in Slovenijo. Taka paralelna študija, ampak mislim, da večji del se posveča vendarle Ameriki. Ja, to je slovenska verzija, potem imaš pa še v angleščini to knjigo. Tako, zdaj zelo nakratko o tem žanru. Torej, spregovorili bova o tem, predvsem zakaj je ta žanr tako pomemben, da se ga goji in kakšne so, v kakšnih težavah je, če je, večkrat je prišlo to vprašanje nekako na dan, da recimo, če se spomnite, ko je bil gost Boštjan Videmšek, je rekel, da je to res izumirajoč žanr, da nima preveč upanja v njegov obstoj, njegovo prihodnost. Bova videli, kaj se tebi zdi danes, ampak naj te predstavim, za tiste, ki te ne poznajo. Torej, Sonja Meljak-Zdovc, ti si nekaj časa tudi učila literarni žurnalizem na FDV, ampak zdaj nisi toliko več v teh akademskih sferah. Tudi v literarnem novinarstvu nisem več skoraj. No, ampak si ga tako ponotranila, ja. Sicer si pa zdaj, torej še vedno seveda deluješ kot novinarka in pa urednica spletnega časopisa za otroke Časoris, si tudi ustanovila ta časopis. Zelo dobro gre temu spletnemu časopisu, tudi kar nekaj nagrad in pohval si dobila za svoje delo, tako da čestitke. Pa tudi sicer, torej si recimo članica novinarskega častnega razsodišča, potem bila sem tudi nominirana za Slovenko leta. Skratka, kar nekaj teh priznanj si nanizala, potem si pa tudi avtorica ne samo strokovne knjige ali pa knjig, ampak tudi romanov. Napisala si 2 romana? Še pišeš kaj te zadeve bolj literarne? Ne, ni časa. Ampak si šla tudi v to smer mečkam pogledati. Potem si bila pa tudi, še to naj povezuje, dobila si Fulbright štipendijo, ki verjetno ti je zelo nekako pomagala pri nekako raziskavi tudi literarnega žurnalizma. Ti si bila Fulbright Fellow na University Missouri, Columbia, kjer si delala tudi pod nekako pokroviteljstvom, nadzorom. Ja, Jackie Banaszynski, ki je pa Pulitzerovo nagrado dobila tudi za svoje novinarsko delo. Tako da... In je vrhunska strokovnjakinja za literarno novinarstvo. Ja, ampak jaz mislim, da v Sloveniji še vedno nekako ni to nek žanr, v katerem bi se zadosti govorilo na ta nek bolj, v tem akademskem svetu, se mi zdi. Tudi ne vem, trenutno mislim, da nihče ne poučuje literarnega žurnalizma na FDV, drugje po Sloveniji pa tudi mislim, da ne.
Ne, mislim, ti tudi sama veš, da v bistvu na akademski ravni se je pač literarno novinarstvo itak začelo pojavljati v 21. stoletju, nekako, ko se ustanovilo to najno združenje, v katerem so obe članici, oziroma mislim, da vsaj jaz nisem več, letos sem tudi to opustila, International Association of Literary Journalism Studies, ki je v bistvu nas raziskovalce in znanstveniki, ki smo se z literarnim novinarstvom pač znanstveno in raziskovalno ukvarjali, povezalo po celem svetu. Tudi recimo eden bolj čudovitih izdelkov tega združenja je bila ta knjiga Global Literary Journalism oziroma Literary Journalism Across the Globe, po kateri sem pač prispevala poglavje o slovenskih literarnih novinarjih. In dragocenost te knjige je bila predvsem ta, da smo na akademski ravni v bistvu predstavili prisotnost žanra po svetu. Namreč knjig, ki bi se dotikale svetovnega literarnega novinarstva, je bilo že kar nekaj napisanih, ampak večinoma so te knjige recimo ponatisane posamezne reportaže in pač primere literarnih novinarskih zapisov iz drugih držav. Tlele pa recimo nekako se prvič na globalni ravni, akademski ravni začelo to enotiti, ker prej je bilo v bistvu tudi, še ko sem jaz bila na FDV-ju, je bila recimo definicija, kaj je literarno novinarstvo, to so književni listi, ustvarjanje v književnih listih, novinarstvo o literaturi. O literaturi, ja. In šele takrat v bistvu ravno s tem združenjem, ki se je pojavila, mislim, da jih tam ene 2-4 ali 2-3, jaz mislim, da se samo pridružila prvič 2-5, skratka na tej njihovi konferenci, smo nekako res zakoličili, da je literarno novinarstvo, ki se bere kot literatura, skratka, da je to pač osnovno izhodišče tega pojmovanja. No, čeprav že Tom Wolfe o tem govori pravzaprav. Ne, to že, ampak hočem reči, da smo poenotili definicijo, zato ker to je žanr 100 imen, creative non-fiction, literary journalism, narrative journalism, immersive journalism. To se še vedno uporablja, te izrazi. Vse se še zmeraj uporablja, ampak v bistvu na srečo ravno s tem IALJS-em, ki ima v imenu Literary Journalism Studies in tudi izdaja edini, kolikor jaz vem, pač edino znanstveno publikacijo, ki je pač umeščena v vse te citation index, je pač Literary Journalism Studies in je to zdaj, seveda, to ni novinarstvo o literaturi, ampak je pač to novinarstvo, ki ima literarne elemente. Zame je pač to tudi krona vsega novinarstva in v bistvu, mislim, kraljica pravzaprav, tako kot reportaža. Zdaj tle se da zelo na dolgo in široko in tudi tehnične detajle, kakšna je razlika med reportažo in literarnim novinarstvom, sploh če imaš tako zelo strukturirano novinarstvo, kot ga imaš v Sloveniji, ki je zelo popredalčkano, sploh odkar je šla tista prva manjšina knjiga, nastavki za teorijo novinarskih vrst, ampak na splošno pa res velja, da je to novinarstvo, ki se bere kot roman. Ja, tako, kar je rekel že Tom Wolfe. Ja. Tako. Zdaj pa povej, nastavke si že zdaj dala, torej zakaj se tebi zdi, da je ta žanr tako vreden? Kaj je njegova največja vrednost? Ja, mislim, to je zdaj seveda moja osebna prepričanja, jaz mislim, da če lahko ohrani posebno sprašujem. Če lahko ohrani novinarstvo še pri življenju literarno novinarstvo. Zakaj? Zato, ker je v bistvu to dejansko tisto, ki nas pripelje do tega, da razumemo zadeve. Mislim, da se znamo z njimi poistovetiti, da jih začutimo tudi. Ker recimo, načeloma v novinarskih krogih bojo vsi verjetno odgovorili, da je preiskovalno novinarstvo res krona stvarstva novinarskega. Jaz pač osebno mislim, da je literarno novinarstvo in pač mislim, da je to zato, ker koliko zadnjih člankov z področja preiskovalnega novinarstva ste pa vi res morda prebrali. Čeprav literarno novinarstvo vsebuje vsekakor tudi raziskovalni pol. Ampak je še nadgradnja investigative journalisma, preiskovalnega novinarstva, ker je napisano tako, da ga hočeš prebrati. In jezikovno, stilistično. Ja. Krona. Kdo je šel brati Panama Papers, recimo? Mislim, lahko pa rečemo, da smo pa verjetno vsaj nekatere literarno-novinarske prispevke šli brati, vsaj tako, če smo dlje časa. Mislim, razen, ne vem, vseh predsednikovih mož, mislim, da ni noben tak investigative journalism prispevek dosegel najširšo množico. Medtem ko literarno novinarstvo se je pa kar bralo. Nazadnje je dobila Svetlana Aleksijevič Nobelovo nagrado. In ona je dobila za literarno novinarstvo, ne za literaturo. Kar je velik poklon literarnemu žurnalizmu, končno. Dolgo je trajalo. Mimogrede, če smem, Svetlana Aleksijevič recimo je zame, še preden je postala seveda Nobelovka, bila ravno tista oseba, ki je poosebljala literarno novinarstvo, oziroma ko sem jaz začenjala vstopati v ta prostor, jaz se še zdaj spomnim tistih njenih voice in think pač v angleščini, zato ker pač še sem brala skozi ameriško prizmo to literarno novinarstvo. In tisti njen detajl, ko je opisovala
slovensko-afganistansko, rusko-afganistansko, sovjetsko-afganistansko vojno in je opisala mamo, ki pričaka na letališču svojega sina v pocinkani krsti in ga izmeri z rokami, da vidi, da je pocinkana krsta zanj dovolj velika, zato ker on je bil velik fant. Meni mi grejo zdaj kocine po konci, ko pomislim na ta stavek. In tukaj jaz razumem, kaj je vojna. Meni nobeno preiskovalno novinarstvo, ne vem kakšnih količinah prodanega orožja, ne vem kakšnih ozadjih, me ne bo tako vznemirilo in se me ne bo tako dotaknilo, kot se me recimo ta stavek Svetlane Aleksijević. Torej gre za te osebne, subjektivne, intimne zgodbe posameznikov, ki so nekako izpostavljene. Ja, ampak ne samo to, gre tudi za to, da te osebne, subjektivne, intimne zgodbe posameznikov se mene dotaknejo kot bralca. Skratka, literarno novinarstvo zgradi most med dogodkom in bralcem. To sem mislila, da to je tisto, kar se nas verjetno bolj dotakne, kot če beremo neko faktično delo. Na Panama Papers spet se pravi panamske dokumente, pač kjer odvetnik, kjera država, katera pisarna, vemo, da se je to dogajalo, ker so drugi mediji poročali, ampak mene se recimo to ni tako dotaknilo, kot se me lahko, če bi bilo to recimo napisano na en tak način, da bi jaz skozi nekega junaka recimo začela spremljati to zgodbo, skozi temu lahko rečemo, oziroma Jackie temu reče, voznika avtobusa, ki nas pelje skozi neko zgodbo. Ampak te zgodbe imajo seveda vedno neko širšo obeležje, seveda neke širše teme, ki pač... lahko so to čisto drobne, bistvo je, da je sam slog tak, da je širok, da ni, spet veliko uporabljam angleški izraz, se zato že naprej opravičujem, ampak cheap, se pravi, da ni cenjen ta slog, se pravi, da je več plasti novinarstva. Recimo, da če ti izbereš en detalj, ki je pač za karkoli pomemben, ima ta detalj 3 pomenske plasti, se pravi, približa nam zgodbo, vidimo recimo nek dogodek, morda nam napove neko temno prihodnost, ki je povezana s tem prispevkom in še hkrati potisne recimo zgodbo, recimo naslednji korak, ali kaj podobnega. In to je ta razlika, recimo Manca, ki sem rekla, nekaj definirala zelo natančno vse te slovenske tekste, ono uporablja nekaj, kar se reče reporterska zgodba, in to poveže z prispevki o stoletnikih v nekem domu za upokojence, recimo. In to imenuje kot reporterska zgodba, kot neko bolj preprosto verzijo, ampak ravno zato, ker seveda tukaj ni teh detajlov, niso tako razdelani, recimo. In ti imaš lahko kaj z Jimija Breslina, se pravi tiste njegove zgodbe o tem, kako je pač obiskal Pollock, mislim, da je bil Clifford, ki je skopal grob za JFK-ja. To je tekst, ki je dolg stran in pol. To ni elaborat. Ampak hkrati nam približa vso to zgodbo in vso to čustveno pretresenost ameriškega naroda. It's my honor, je rekel, ko so ga vprašali, kako mu je bilo pač... To niso nujno neki zelo dolgi teksti, v bistvu govorimo tudi lahko o literarnem žurnalizmu v obliki poezije. Tudi te primere smo že imeli in jih obravnavali ravno na naših kongresih. Tako da v različnih oblikah se pojavlja, ampak se mi zdi, da to smo tudi z Videmškom zadnjič govorili, ko smo njegovo knjigo predstavljali, da se nekako dogaja nek prehod, se mi zdi, da ti avtorji pišejo veliko knjig, da izdajajo vedno več knjižnih oblik njihovih zapisov, rajši kot mogoče zgodbe v nadaljevanjih v periodičnem tisku. Kaj ti misliš, da je ta trend navzoč, da se izdajajo zdaj bolj knjige iz literarnega žurnalizma, recimo, ali ti ne? Nisi opazila tega? Mislim, jaz, ker berem pač redno New Yorker, bi rekla, da ne, ker v New Yorkerju je veliko tega, Samo zdaj, če gledaš širše. Ampak verjetno je pa res tako, da bodi si ali združijo te tekste, ali pa pač je to preprosto, ker dobijo denar, sredstva za knjigo, in pač si vzamejo toliko in toliko časa in to napišejo, ker v katerem mediju imajo recimo novinarji dovolj časa, da se pač eno leto ali pač kakorkoli potrebno ukvarjajo z enim takim poglobljenim raziskovanjem, ker seveda, kot rečeno, jaz pač literarno novinarstvo gledam kot preiskovalno novinarstvo, ki je potem še zapakirano tako zgodbo, da je gre človek prebrati. Ima pač to literarno podobo. Ampak ravno ta subjektivna plat, ta zelo intimna plat lahko včasih zbuja tudi pomisleke pri nekaterih bralcih, da pač novinar ni, kako bi rekla, dovolj objektiven, torej, da ni dovolj natančen, objektiven. Natančen zagotovo je, Ampak vprašanje objektivnosti se res pojavlja, zato, ker pač čim izpostaviš enega človeka, rečejo, sem izpostavil tega človeka, kaj pa vsi ostali, ampak recimo, več odgovorov na to vprašanje. Prvo je, da objektivnost itak ni, to je ideal, k kateremu stremimo. Že s tem, ko izberemo nek
neko novico iz množice novic, da jo bomo objavili v vsakodnevnem časopisu, je izbor, ne, tako da to že s tem lahko zaključimo, ne. Ampak recimo 13, ne, za katero mi je recimo blazno žal, da se danes ne da dobiti več na internetu, ne. To je reportaža, ki je bila objavljena v takratnem, mislim zdajšnjem Tampa Bay Times, ali kako je že, St. Petersburg Times, takrat to so pač tele, ki so tudi lastniki Pointerjevega inštituta, ne. Skratka, Tom French je napisal prispevek 14, ne, ker se je lepega dne zbudil in ugotovil, da v njegovi sosednji sobi živi en alien, ne, se pravi njegov 13-letni sin, jaz sem tudi vzela enega 13-letnika, ne, in v bistvu bi zdaj res še enkrat z veseljem prebrala to reportažo, če bi jo našla, jaz sem si jo nekoč sprintala, ampak to je tak poklic, ne, ta zadeva je izhajala pač celo leto v tem časopisu, v nedeljski, v bistvu kot v nedeljo, no, v nedeljski izdaji, ker pač v Ameriki so nedeljske izdaje bile tiste, ki so bile bolj obogatene, ne kot pri nas, ker pač sobotno delo bilo tisto sobotna priloga, ne. Skratka, to je tudi nekaj, kar so v bistvu naročili vsi učitelji, ne vsi, no, ampak veliko učiteljev je to naročilo, ne, in v bistvu so oni tudi dobro zaslužili s tem tekstom, ampak kako je zdaj ta tekst nastal? Nastal je tako, da so oni najprej 3 avtorji so bili, se pravi, da mislim, da 2 pisca, se pravi French kot vodilni, pa še ena fotografinja, pa še nekdo, so najprej 3 mesece iskali idealnega kandidata, 13-letnika, ki bi ustrezal kot prispodoba za vse 13-letnike, ne. Skratka, najprej so porabili 3 mesece samo zato, da so našli tega fanta, potem so ga še ne vem koliko časa spremljali, ne, in seveda z njim vse njegove prijatelje, ne, in, morali bi reči še enkrat prebrati tole. In še 3 mesece so pisali, ne. Zakaj sem se pa zdaj nasmehana? Zato, ker seveda prva stran te reportaže se začne, kako je ta 13-letnik, za katerega njegova mama, boh, kaj se misli, da moramo zdaj početi, razmišlja o tem, kako bo popoldne nastopil na koncertu Pink Dinos in ali ga bo njegova, pač tista punca, v katero on zatrapan prišla gledati, ne, in ker jaz pač zdaj tudi poznam kakšnega 13-letnika, ki je zaljubljen, ne, se mi zdi, da bi bilo zdaj pravzaprav dobro, da tudi jaz preberem, tako, mimo grede, ne. Zdaj pa, zakaj mi je bila ta reportaža tudi zelo všeč, ne, poleg tega, da nam je dalo vpogled v to pač razmišljanje nekega 13-letnika in njegovih prijateljev, ne, vsaj v tisti obliki, kot je bila še objavljena, dokler je bila dostopna na internetu, ne, je bil to eden prvih člankov oziroma prvih literarnih prispevkov, ki je imel tole tretjo dimenzijo interneta, ne, skratka, recimo tam, ko je on govoril o Pink Dinosih, ne, se pravi roza dinozaurih, ne, je bil že link na koncert teh Pink Dinosov resničnih, ne, skratka, in to mi je bilo všeč, ne, ta dodatna, da ni bila samo, da ni bila samo črna črka na belem papirju, ne, ampak da je vse to, kar je že bilo možno, pa se pravi, to je bilo nekega 2003, ne, recimo, ko je izšel ta članek, da je ta interaktivnost interneta že bila zraven, no, in to mi je bilo res blazno všeč. Ampak to, kot si rekla, ne, pisanje teh prispevkov je malo zamudno, ne, traja, drago verjetno tudi, ne. Kakšne so tvoje izkušnje pravzaprav s Slovenijo? Koliko se podpira pisanje tovrstnih člankov in kakšne zmožnosti sploh imajo novinarji, da se lotijo nekega takega velikega projekta, recimo? Mislim, da bo tega gospod Mršol bolj znal povedati, recimo, ne, ker je bil še žurnih časov, ko se je to dejansko podpiralo, ne. Celo danes se to več ne podpira. Jaz mislim, da se v bistvu, odkar sem jaz na delu bila, ni podpiralo, ne. Bilo pa je res, to, kar sem jaz pravzaprav tle raziskovala v tej knjigi v 70-ih letih, ko je izhajala revija Tovariš, ki je bil pač nekak slovenski live, recimo, ne. So pa imeli gospodje možnost enotedenskega potepanja po kozjanskemi raziskovanji. V Teteju pa, ne. Jaz se pa spomnim, da ko sem pač prišla na delo, ne vem, kaj sem, jaz sem prišla na delo 92, ampak ne vem, tam zelo zgodaj po tistem in recimo 93, da sem si zaželela, da bi napisala dan v življenju podeželskega zdravnika, pa seveda tisti sloviti reportaž v live, mislim, želela sem si napisati tekst, dobila sem en dan namesto en teden, to hoče povedati, skratka, že leta 93 sem dobila en dan, ne. En dan v življenju kakšnega zdravnika? Podeželskega zdravnika. Ja, to bo še predgorskega zdravnika, ja. Ampak hočem reči, da danes, če dobiš 2 uri, da greš ven iz redakcije, se mi zdi, da je že to luksus, ne. Tako da vsakršne sanje v literarnem novinarstvu so bodisi stvar freelancer, ampak to velja tudi za Ameriko, ne, zato pravim, da vedno delajo knjige, ne, ker dobijo fande, mislim, sredstva za knjige, ali pa za svoj osebni entuziazem. Čeprav ni se ti zdi okolje bolj prijazno tam, recimo,
Amerika, boljši pogoj za delo. Človek zgubil službo v zadnjih 10 letih, mislim, da okolje ni prijazno. Mogoče tisti res stari mački, ki so še vedno na pozicijah, tetko novo recimo, ne, da si prvoši svoje zglede. Ali pa kaj sem brala, ja, to ne, mislim, ali pa zdaj sem brala pač, ampak tudi to že ni bilo več, mislim, jaz sem literarno-novinarski purist in zelo strogo gledam na to, kaj je literarno novinarstvo, ne, zame marsikaj, kar drugi mislijo, da literarno novinarstvo ni literarno novinarstvo, ne. In pa imaš to recimo spet to definicijo refleksivno in narativno, ne, skratka pač kao malo bolj komentatorsko, ne. In recimo Tom Juno je zdaj napisal en tak prispevek, ki bi ga pa lahko kot refleksivno literarno novinarstvo šteli, ne. Skratka, on je napisal pred časom An American Hero v seriji v Esquireju, ko so predstavljali ameriške heroje in on je predstavil Mr. Rogersa. To je ta klik, ki ga pri nas nismo imeli, ampak recimo, da bi se radovedni taček in cela zgodba okoli radovednega tačka lahko nekako primerjali. Se pravi, to je bil človek iz soseske, ne, in to je bila oddaja za predšolske otroke. Ne. Ta Mr. Rogers recimo je zelo, rekli so, da govori frediščino, ne, zato ker je vsak stavek temeljito premislil, preden ga je podal za otroke. Ampak članek, ne, ki ga je Tom Juno napisal, odseva ta njegov slog, ne, in zato pa recimo meni ta članek zelo všeč. No, in da zdaj skrajšam zadevo, ne, potem so posneli film, ki bo zdaj menda enkrat prišel ven, ne, in seveda so zamenjali lik Toma Junoja, in pa on tudi prosil, če ga lahko zamenjajo z imenom in priimkom, ne, ker pač ta zgodba, ki se je njega tikala, ni odrazila verodostojnosti pač zgodbe, kot je bilo v resničnem življenju, ampak hočem reči, da ta tekst, ki ga je napisal, je vrhunsko napisan, ampak je seveda bolj reflektivno literarno novinarstvo. Skratka, ni tisto, ko greš na teren in raziskuješ in potem loviš ribice v ribiško mrežo in pa se odločiš, katere ribice boš ohranil, ker ti sodijo v zgodbo, ne? Ampak je pa še zmeraj vrhunsko napisan tekst in ti podaja vpogled tudi v končni fazi v neko družbeno realnost, kakršno imajo Američani danes, recimo, ne, ker je veliko tudi tega, kaj bi Mr. Rogers rekel o današnji Ameriki, o streljanju, o Trumpu in tako naprej, no, mislim. Hočem reči, če želi spoznati neko družbo, ne, je literarno novinarsko besedilo lahko zelo dober vir informacij. Absolutno. Zdaj iz tvojega purističnega vidika, povej mi, no, se ti zdi, da ko si preučevala slovenski literarni žurnalizem in ameriški, pa tudi na teh konferencah smo prišli v stik tudi z drugimi avtorji iz drugih držav, si opazila mogoče kakšne razlike v pristopu k pisanju, v slogu, karkoli? Se ti zdi, da recimo ima Amerika nekaj specifično ameriškega ali pa mi nekaj specifično slovenskega, ali ne? Ali gre pač samo za tekste, ki so pač napisani dobro ali pa manj dobro, ali pa slabo? Mislim, jaz bi težko rekla, da so neki specifični slogi, zato ker tudi že ameriški pisci literarnega novinarstva se v bistvu zelo razlikujejo med sabo, ne, imaš na ene strani Spektor, imaš Hunterja S. Thompsona in Toma Wolfa, recimo, ne, na drugi strani imaš Gia Talizija, ki je res realist, tako rekoč, ne. No, Thompson je tako primer zase. Ja, no, ampak umešajo ga v literarno novinarstvo, skratka, Spektor je zelo širok, ne. Recimo naši, ne, tudi spet, gospod Mršol bi tle spet vedel veliko povedati. Gospod Mršol pa tudi gost. Se hotela jaz reči, ker je tudi tvoj dogodek, ne. Ampak si mi prej ravno razkrila to skrivnost, ne. Ne veste še, ne, ampak zdaj veste. Skratka, naši so se napadli seveda pri nemških ozornikih, recimo, ali pa pri Čehih, ali pa pri Rusih, ne. In verjetno se malo to pozna, ne. Jaz recimo sem se napadla pa čisto pri Amerikancih, ne, pri Američanih in je moj pogled na literarno novinarstvo zato malo drugačen verjetno. Ampak ti si pisala torej prispevke, ki bi jih lahko pisala literarni purist, saj svoj prispevke ne bi označili za literarno novinarstvo. Kaj bi rekla? Reportaže. Torej reportaža je manj literarna, ali kaj? Mislim, se pravim, to je samo ena slovenska godla, ne, ker ničer drug noben tega tako ne razvršča, kot mi razvrščamo, no, mislim, ampak recimo, ne vem, recimo, da sem imela neke poskuse, ker pač literarno novinarstvo lahko tudi portret, ne, znanih portretov je Frank Sinatra, Has a Cold, ne, recimo, ne, da lahko da rečemo, da je bil tu in tam kakšen moj portret ali pa tu in tam kakšen moj tekst približek k temu, kar bi jaz pa mogoče nekoč označila za literarno novinarstvo, če bi se to že zmeraj, ne vem, razvijalo in popravljalo, ne, ampak recimo Jackie, ne, je rekla za en tekst, ki so ga oni delali za, ki je bolj to dobil Pulitserja, ne. On je bila v vlogi urednice v tem konkretnem primeru. Ta tekst je romal od urednice, se pravi od nje do novinarja 7krat gor pa dol. Toliko je bilo tega rewritinga. No, tega recimo v mojih tekstih ni bilo nikoli, ne. Mislim, skratka, že zato
pač mislim. Ampak recimo, da je moj portret Jackie, ki sem ga objavila v sobotni prilogi ob njenem obisku 2015, en približek, no, tako bi rekla. Ne. Lahko je pa tudi intervju, ne? Primer literarnega novinarstva. Ja, jaz kot literarno-novinarski purist tega Ne, bi rekla. tega ne, no, če še se boji, kar poreč. Ampak ste te poprašala, ne, ki so se pogovarjali, oziroma omenila sem podcaste, recimo, ne? Kaj pa v tem? Ja, pač ni, ne, zato ker podcast pa ni intervju, ne, mislim, če Ne, mislim American Life, recimo, ne. Naprimer, ja. To je recimo vrhunsko spet, ne, in je to literarno novinarstvo, ampak to je zgodba, to ni intervju, Ne, saj intervju je nisem mislila, da žanr je dialoga, ne, mislim. Ne, zdaj sem mislila, ali je lahko podcast tudi Lahko pa primer je podcast, literarnega ja, to pa novinarstva. je. To se zdaj ni več razvalo. To pa je lahko. Sem preskočila na drugo. To pa je lahko, ne, Ja, zdaj se me American dobro. Life, recimo, če poslušaš tisto, mislim, ameriško gospodarsko krizo, ne, mislim, so najbolj razložili oni, ne, za moje pojme, Ja. kako se je pravzaprav to začelo takrat daljnega leta 2008, ne, skozi zgodbe različnih ljudi, ki so bili v to zadevo vpleteni. Tako, se strinjam s tabo. Kaj pa strip? Literarno novinarstvo v podobi stripa? Tega pa si jaz še nisem še videla primere, zato bi težko karkoli ocenjevala. Domnevam, da lahko je, ker ne vidim, zakaj ne bi bilo, ne? Ampak sama pa moram reči, da nisem še naletela na primer. Ampak glede na to, da pač imaš res, kot smo rekli, poezijo, podcaste, Live, Love, Hope, jaz imela namreč eno idejo, da bi malo tlele projecirali zadeve, ki se mi zdijo zelo zanimive in lepe, no, v bistvu. Sam pa smo se odločili, da vseeno ne bomo, ampak recimo primer livelovehope.com je recimo ena taka spletna stran, ki je res multimedijska in vključuje tudi poezijo in se dogaja na Jamajki in preučuje pojav AIDS-a na Jamajki skozi poezijo. Mislim, se mi zdi res vrhunsko, no, da lahko na take različne načine predstaviš neko tematiko. No. Kaj pa je te dal to študij, ko si bila, to je bil doktorski študij, ne? Mislim, jaz sem šla za 1 leto v Ameriko, da sem tam napisala doktorat, ki sem ga pa v bistvu delala tlele uradno. Ne. Na novinarstvu? Na ameriški književnosti. Aha, na anglistiki? Ja. Tako da na literarni, mislim, na novinarstvu takrat še niso čisto dobro vedeli, kaj bi počeli z literarnim. Ampak študirala si tudi novinarstvo? Ja, prej že. Jaz sem bila pa novinarstvo, ko je bilo še to možno, ne. Potem sem delala magisterij z ameriške književnosti in potem še doktorat z ameriške književnosti in moj uradni naziv je doktorica literarnih ved, ne, tako kot ti. Tema je bil pa novi žurnalizem Toma Wolfa v ZDA in Sloveniji, ne. Skratka, iz tega je nastala tale knjiga, ki si jo pokazala. V bistvu pa predvsem ta izkušnja Fulbrighta je bila zato, no, povej, kaj ti je sploh dragocena je bila zato, da sem imela prvič tistih 8 mesecev časa, da sem to naštudirala, ker prej ob delu enostavno ni šlo, ne, jaz sem takrat že novinarka na delu s full-time službo, ne, in v bistvu spet gospod Mršol sem mu moral zdaj sem javno zahvalila, ne, ki mi je omogočil, da sem sploh prišla v ta Missouri, ne, ker to je Bogu iza nogu bi se reklo, ne, something to fly over se reče, ne, ampak je pa v bistvu v resnici to, kot sem kasneje ugotovila, najboljša state journalism za novinarstvo v ZDA. Ne. In jaz sem prišla samo zato, ne, ker to so zdaj te že najni, lahko rečemo, intimni pogovori, ne, ker ti pač poznaš Normana Simsa, ne. Jaz sem gospodu Simsu poslala mail in sem ga prosila, če bi lahko prišla na njegovo prestižno Massachusetts Amherst University, mi sploh ni odgovoril, ne. Kar sem pol enkrat v Parizu, ne, nekje sem se srečala, povedala, rekel, nikoli ne sprejemam študentov iz tujih držav, pisala sem Benu Jagodi, ki je bil tudi eden od teh tat-mat za literarno novinarstvo, ki tudi ni odgovoril, in pa sem imela pa že malo problemov, zato ker sem rabila eno šolo, kamor me vzamejo, ker ti ne dajo štipendije, če ti nimaš šole, kjer te bojo vzeli, ne. In pol je gospod Mršol, ki je bil takrat odgovorni urednik Dela, zrihtal, da smo prišli v Missouri, ker je njegov kolega Stuart Lurie tam med drugim poučeval, ki je bil nekdanji moskovski dopisnik oziroma vodja moskovskega biroja ne vem, Timesu nekemu, ne, ali Postu, ali ne vem kje. Skratka, on je tam učil na Missouriju. No, on je bil kontakt potem. On je bil kontakt, da sem jaz lahko takrat navratna nos, ker bilo treba zelo v kratkem času najti ten faks, ker če ne bi mi propadla štipendija, ne, da sem pa šel v Missouri. No, in zdaj jaz, ki sicer po srcu in duši sploh nisem raziskovalec, ne, moram to povedati, ne, jaz sem v bistvu novinarka in to je, mislim, tak sanjski poklic, ne. Sem imela v bistvu res blazno srečo, da sem tam naletela na Jackie in če mi je kaj dal tam v Missouri, mi je dal Jackie, no. Jackie kot vrhunsko urednico in novinarko in Pulitzerjevo nagrajenko in literarno novinarko, ki nas je učila, no. Učila nas je pisati, ne, ker v bistvu ena stvar v literarnem novinarstvu so vsi tile Jagode in Simsi, ki pač raziskujejo, ne. Teoretiki, ne, in eni so bili praktiki. In Jackie nas je res učila pisati, no, in to se mi zdelo pa res daleč najbolj dragoceno, zato sem tudi res vesela, da sem leta 2015 lahko prišla
oziroma da sem jo pripeljala v Slovenijo in imela takrat en tur po raznih slovenskih novinarskih medijih, organizacijah recimo, in so tudi drugi lahko pol to slišali, kar sem bila jaz prej vernica in fanatik tega literarnega novinarstva, so oni skozi njene delavnice slišali, kako se v bistvu to sploh počne in kaj to je in zakaj je to dobro. Mislim, to se mi zdelo res dragoceno. To me zelo zanima, sprav, vi ste pisali, to pomeni, da vsak teden ste dobili neko assignment, neko nalogo, neko temo in ste pač v tednu dni verjetno sproducirati nek prispevek. Sedaj, da jaz v bistvu niti ne, zato ker jaz nisem imela pravice tega delati, no lahko bi, sami ne bi noben gledal, ker jaz sem bila tam kot auditor, Jaz nisem smela, v bistvu so bili prijazni, da sem lahko hodila na predavanje, tako bom rekla, in poslušala in potem zase pač pisala zapiske. Vidiš, meni so pa dovolili, da sem tudi ocenjevali moje stvari. No, sej, ni nič žal, ker jaz sem lepak doktorat takrat napisati in se nisem imela časa ukvarjati s temi assignmenti. Ampak načeloma nas je Jackie učila res tega, pač, da imaš ti, itak to velja za vsako novinarstvo, da imaš reporting fazo, se pravi fazo poročanja, ko zbiraš informacije in kaj vse je pomembno pri tej fazi, in potem imaš fazo pisanja, ko pač ubesediš to, kar si zbral, in potem imaš še fazo piljenja, ko zadevo spiliš, in pač recimo med drugim tudi to smo zvedeli, da noben najbrž ni dober vseh treh enako, se pravi vsak ima neko svojo fazo, ki je pač, v kateri je malo močnejši, recimo Jackie je bila vrhunska v zbiranju informacij, zelo slabo je pa šlo pisanje, kaj šele potem piljenje, pa je začela pospravljati hladilnik in ne vem še kaj vse, samo da ji tega ne bi bilo treba delati. Jaz recimo sem pa vrhunska v fazi piljenja, kar pomeni, da lahko to tako spilim, da se zadeva zlomi, zato pač je fajn, da se naučiš, da si shranjuješ verzije, da greš eno verzijo nazaj in vzameš tisto, kar si pol tako suvereno zmetal ven in ugotovo, da tega ne deluje več. Kaj res da čistiš, torej? Ja, ful. Tudi doma. Doma, odlično. Zdaj pa mogoče, če še nekako presedljava malček na Slovenijo, katere medije bi torej izpostavila iz preteklosti recimo, kjer očitno je bilo to nekako bolj v ospredju, in pa danes, če se ti zdi, da sploh lahko še imenujemo kakšno časopis. Ti delaš sam po svoje, mislim, kaj zdaj recimo v preteklosti zagotovo tovariš pa tudi pol mali TD, recimo pa Telex, so imeli te nastavke, tudi Mladina Blaža Gorevc, recimo vrhunsko, mislim, Kantarjas Thompson slovenski, bi lahko rekli, V Močeradu se še zdaj spomnim, da je pisal, recimo, v Mladini, Potem pa lahko seveda rečemo, Sobotna priloga ima vse možnosti za to, samo vprašanje, če ima novinar, ki piše za Sobotno prilogo čas in vse ostalo, kar je potrebno, ker pač vendar ne bi se človek tele malo bolj poglobil, samo šel za 2 uri en pogovor, Recimo zame je bil vrhunski pisec tudi Uroš Kerl, ki pač recimo, še posebej kot bo na delu, moram reči, vse tudi zdaj v Dnevniku je, ampak jaz sem si bolj zapomnila tiste tekste, In recimo, kaj se meni je zdelo vrhunsko, recimo, napisal je reportažo z koncerta Bijelo dugme, kar se meni zdi recimo zelo zahtevno, Mislim, ker ti greš na en koncert, tam nekaj poslušaš in kje je tle kakšna drama, Literarno novinarstvo pač načeloma ne bi bila neka drama, Tam pač stojimo in gledamo koncert, pa so what, bi rekel Pahor, Mislim, nič kaj tacga se ne dogaja. Ampak on je napisal vrhunski članek, Nikoli v življenju ne bom znala narediti, Potem, kaj za Mimi Podkrižnik, to bom tudi zapomnila njega Boškarina, v Istri, Mislim, se pravi, to ni zdaj nek tekst, ki bi rekel, da rešuje svet, ampak recimo meni je pa ostal v spominu, kot vrhunski zapis, recimo. Celo to so zdaj posamezni primeri, imamo nobenega žanra, ki bi pa ekskluzivno medija, hočeš reči. Medija, ki bi ekskluzivno gojil ta žanr. Ne, mislim, tu in tam se tudi verjetno kje v Mladini pojavi, ampak to pa tudi bolj ali manj lahko reči. Objektivno mogoče kdaj kaj? Ja, seveda, se vsi 3 dnevniki te veliki, Dnevnik Delo Večer s svojimi prilogami, so prostor za to, ampak bolj je vprašanje, imaš ti kot novinar, ki moraš najprej izpolniti normo 2000 vrstic na mesec, ali pač kolikorkoli zdaj norma, čas, da se lotiš tega, recimo, Tukaj se mi zdi bolj vprašanje tega, je to sploh možno, No, kar se pa tiče ameriških medijev, si pa izpostavil New Yorker, Ja, pa bil je Esquire, pa Rolling Stone, recimo, pa tudi v končni fazi tele, kakšni zdaj, ki so online only, bi se lahko reklo, da se kaj najde, Sam jaz priznam, da zdaj pač toliko ne spremljam, ker z vso to disrupcijo medijskega prostora, z disruptionom, ki se nam je zgodil v zadnjih 20 letih, se je to, mislim, poznal tudi na mojih pravnih navadah, oziroma verjetno domnevam tudi ostalih ljudi, kar pomeni, da nimam niti pač tistega
attention spana za neke daljše tekste, ne, jaz ne vem, koliko še vi hodite v kino, ne, ampak mislim, jaz recimo doma že težko pogledam kakšen film, no, mislim, je moj zmožnost koncentracije že na 1 uri ali pa še manj, ne, mislim, to je nekaj, kar se moramo zavedati, da se nam je zgodilo, če smo hoteli ali pa nismo hoteli, no. To je zdaj posledica časa, v katerem živimo, Ja. Torej manjša pozornost, ne, Zmanjšana pozornost, tehnologija, skozi smo na napravah, recimo, ne, to mislim, Ja. tudi če nočeš, no, hočem reči, so to posledice, ki so se nam zgodile, ne, to je zdaj Ja. podobno kot, če smem zdaj malo dodati to, s čimer se zdaj bolj ukvarjam, to je pa medijska pismenost oziroma lažne novice in tako naprej, ne. Recimo, zadnjič sem naletela na izraz, ko je že distributed discovery, ne, ki mislim, da še ni v slovenščino preveden. Gre pa za to, da rečeš, našel sem na Facebooku, našel sem na Googlu, ne, skratka, mi v bistvu danes, ko beremo, sploh ne vemo, kaj je vir, ne, zato ker enostavno so se te naše bralne medijske navade tako spremenile, da mi se ne usedemo več pred poročila ali pa vzamemo en časopis v roke in nekaj preberemo, ne, ampak pač do nas nekje prileti, ne. In tako kot se moramo s tem soočiti in to prepoznati in ozavestiti in s tem nekaj narediti, ne, tako je enako tudi s tem branjem zahtevnejših in poglobljenih tekstov. Jaz recimo si pač res priznam, vzamem samo New Yorker in to je to, ne, in to je moja doza, in to je tudi revija, na katero sem naročena, ne. Pač... In to so zdaj te problemi, recimo, s katerimi se takšni daljši prispevki soočajo, ne? Ja, absolutno. Tudi literarni novinarji, no, to smo že izpostavljali tudi v prejšnjih pogovorih, ne, torej znižan attention span, ne, se pravi manjša pozornost, raztresenost in pa ravno to, ne, da iz drugih virov, ne, iz primarnega vira, ne, pač dobivamo informacije, ne, kar ni dobro za to vrstno pisanje. Gotovo, mislim, fajn je, da zavestiš to, da vsaj veš, da se ti to dogaja, ne. Tako, ja. In da pač nekaj narediš, mislim, recimo, jaz sem ravno danes po kosih dokončala en prispevek v New Yorkerju, ki govori o pojavu National Action oziroma teh nacij, karkoli bi se reklo, skinov v Veliki Britaniji, ne. In to je recimo spet en tekst, ki ga je avtor pisal več mesecev, ne, zato ker že iz teksta vidiš, da se je on večkrat sestal z vsemi temi akterji tega prispevka, ne. Da jih je bilo veliko, ne. To ni bil, da greš k nekomu na intervju in se za 2 uri, kot rečeno, pogovoriš o situaciji na naci sceni v Sloveniji, recimo, in podobnega, ne, ampak dejansko živiš in spremljaš na daljši rok in to, mislim, se mi ti danes res možeš, mislim, skoraj nemogoče, čeprav se pa dogaja, ne, recimo, ti verjetno tudi poznaš Kristjana Lupson, ne. Oni so dobili nagrado, ne, za svoj prispevek o požaru v Bukarešti, ne, skratka njegova revija, on je tudi bil Fulbrightovec, pa tudi Prđeki, ne, iz Romunije. In ko je prišel javno stvar v romunski Esquire, ne, DKO revista, nekaj tako se imenuje, ne. No, nekaj, kar recimo v Sloveniji ni bilo možno ustvariti, zato ker mi nimamo trga, ne, Romunija je ipak malo večja država kot je Slovenija, ne, oni so ustvarili to revijo in pač med, ko se je zgodil tisti grozljiv požar v diskoteki, ne, so oni naredili pač, mislim, vrhunski literarno-novinarski tekst, ena ekipa novinarjev in zato so dobili tudi Evropsko nagrado za novinarstvo, recimo, ne. Tako da, mislim, ni nemogoče, ne, za samo vprašanje, koliko imaš za to energije, časa, volje, možnosti in tako naprej. Torej, nekako skozi tvojo optiko, skozi tvojo perspektivo, to ni žanr, ki izumira, ki izginja. Ne, jaz mislim, da ni žanr, ki mislim, tako kot se je pač skozi zgodovino pojavljal v valovih, ne, se je vedno prihajal v valovih, ne, samo v 20. stoletju govorimo o 3 vrhuncih, recimo, ne, ampak mislim... A smo zdaj mogoče v nekem začasnem zatonu, ali niti ne? Zdaj to nisem pač, nimam tega vpogleda, mislim, da bi kvečemu lahko rekli, da sledi novinarstvo nasplošno, no. Mislim, in zdaj, če je novinarstvo nasplošno zatonu, seveda tudi literarno novinarstvo je, novinarstvo nasplošno trenutno je v zatonu, ne. Že nekaj časa. Ker noben se ne zaveda njegove vrednosti, mi si lahko sicer to mišljamo, da smo pomembni, da nekaj dobrega delamo, ne, ampak v bistvu, na žalost, ljudje pač se ne strinjajo z nami, ker ne kupijo naših izdelkov, ne. Jaz lahko vsak dan znova napišem, da bi bilo fajn, da ne veste ene kave na dan kupite en Zeitung, ali pa ne vem, se naročite na simbolično naročilo na Guardian zaradi mene, ne, karkoli pač, ampak... Ampak zakaj se ti zdi, da se ljudje izgubljajo zaupanje v novinarstvo? Ne izgubljajo zaupanje, pač ne vidijo pomena v tem, ne. Če se tebi ne pozna, mislim, v končni fazi, poglejmo, kaj je danes zgodba o Delu, no, naslovna. Mislim, prostite, ampak res koga pa zanima rabljeni dizel, mislim, avtomobili na Balkanu, no, mislim... Me pa recimo zelo zanima, ne, problem starostnikov v Sloveniji, ker imam mamo, ki pač bo mogla prej slej nekaj urediti, ne.
ta zgodba, recimo, ki se tiče kar precejšnjega dela slovenskih prebivalcev, se v delu pojavi le izjemoma, redko kdaj in v parcialnem kosih. Torej se ti zdi, da so nekako uredniške prioritete malček čudne, ali kaj? Mislim, da nekateri novinarji niso bili v stiku s tem, kaj bralce zanima. Pa novinarji, no, ampak verjetno to še Zdaj vedno od urednikov. govorim novinarji in uredniki nasplošno, ustvarjalci medijskih vsebin včasih niso ravno v stiku s tem, kaj bralce res zanima in zakaj bi recimo nekdo v kropi šel kupiti Cajtak, no, tako bom rekla. Ja, se strinjam s temi valovi, ne, Sploh, če recimo dobi informacije zastonj na internetu od MMC naprej ali pa Siola, ali pa pač v končni fazi, če nimajo dostopa do interneta pač na televizijskih poročilih, recimo, ne. In to je zdaj problem, ne, da mi nismo vzgajali in ozaveščali, zakaj so mediji in novinarji pomembni. Sej mi lahko rečemo, ja, bo preživela nacionalka, ne, kar je super, ne, ampak problem pa je seveda, da včasih se pa tudi nacionalka zmoti in to vemo, da se je že zgodilo. Jaz vem za eno zgodbo, kjer se je to zgodilo, ne. In če imaš ti samo eno perspektivo, nimaš medijskega pluralizma. Ja, to je problem. Ne? Kakšna je pa tvoja izkušnja učenja na FDV, delo študenti? So kazali zanimanje, so bili odzivni, so brali dovolj? Mislim, to precej radikalno pada iz leta v leto, bi lahko rekla. Ne? Je pa res, da je vedno nek 10% študentov takih, ki pa pač so vrhunski. Ne? Mislim, recimo, zakaj rečem iz leta v leto pa zato, ker ko smo mi prišli, naša generacija na faks, ne, se nam je zdelo popolnoma samoumevno, smo mi vsi brali Delo, Mladino in ne vem še kaj vse. Ne. Ko sem jaz prišla na faks in sem pač vprašala, pa tudi kasneje so mi drugi kolegi pravili, mislim, ti študenti niso prebirali teh medijev, recimo, tako na redni bazi, kot smo to mi počeli. No, tako bom rekla. Ne. No, moja izkušnja je podobna, ne. Se bojim, da je res iz leta v leto slabše. Mislim, ne vem, meni se je zdelo samo po sebi umevno, mislim, mi res nismo rabili, da nam manj za to pove, da moramo brati medije, če hočemo biti novinar, mislim, halo. Mislim, zdaj, enkrat sem jim rekla, da, mislim, če vi ne berete, ne, pa kdo bo pol bral, ne, in pa tako prosi videl, ko so se začeli takole klikarji v glavi malo premikati, ne, mislim, ja, da mogoče pa res, ne, če še jaz ne kupim Cajtanga, ne, pa zakaj sem šel v ta poklic, ne, mislim, ne. No, se recimo tudi na te dogodke so povabljeni, ne, pa ne vem, če je kdaj že prišel to v 2 letih, ne. Zanimivo. Ne bomo niti komentirali. No, zdaj, prej si že omenila, ne, ta fenomen lažnih novic, ne, fake news, ne, ki nas nekako obdaja zadnje čase. A bi mogoče kaj povedala o tem, kje se je porodil, zakaj se je rodil ta termin? A smo res v obdobju nekih lažnih novic in postresnic? Kaj je pravzaprav s tem? Nekaj ti se ukvarjaš tudi s tem? Nekako? No, povej nečkaj. Mislim, kje in kdaj se je porodil, to je tak fenomen tak star kot novinarstvo, ne, tako kot imamo novinarstvo. To ni fenomen zdajšnjega. Ne. Bolj je problem to, da zdaj nikoli še ni bilo tako preprosto ustvariti lažnih novic, kot jih lahko danes, ne. Mislim, se pravi, recimo, photoshopiranje je še kar relativno nova stvar, ne. Deepfakei so pa zdaj čist zdajšnji, ne. Skratka, ta zadeva tehnološko tako napreduje, da enostavno vsi drugi in ne sledimo. In zdaj, kot rečeno, če imaš ti ljudi, ki enostavno ne vejo, kje so dobili informacijo, samo vejo, da so jo dobili, ne, imamo mi resen problem, ne, ker ne vemo, a je ta novica, ki so jo razširili, resnično lažna. Kar meni najbolj, kar je mogoče najbolj tak opozorilni znak, da imamo en resen problem je, ker sem najmanj 3-krat naletela, da so kolegice novinarke delile lažne novice, ne. In zdaj, če novinarji, ki smo trenirani za to, da dvomimo in da prepoznamo lažne novice, enostavno nasedemo, velikokrat zato, ker so nam te lažne, pravzaprav tudi kakšen profesor novinarstva je bil med njimi, ne, če nasedemo tem lažnim novicam, ne, to pomeni, da je res problem, ker so lažne novice tako narejene, da nas ali prepričajo, ali navdušijo, ali se z njimi strinjamo. Recimo, ne vem, ena taka lažna novica so recimo to, da bojo na Finskem ukinili matematiko, ne, predmete šolske. Ne. To recimo Independent objavil. In kolegica novinarka je delila Independentu članek, zato ona je zaupala Independentu. Da, če ti ne moraš Independentu zaupati nekot vrhunskemu britanskemu časopisu, ne, in Independent ta članek je še zmeraj na voljo, ni umaknil. Recimo, ne. BBC ima tudi podoben problem, ne, saj oni so objavili World Penguins Day, ne, pingvini letijo. Vsak otrok ve, da pingvini ne letijo, ne, ampak ko ti imaš stream na YouTubeu in zagledaš BBC in si v bistvu že full faca, če pogledaš, da je to BBC-ov video, ker drugače, kot smo rekli, Distributed Discovery, pomeni, da niti pogledaš, kje je vir, ne, kdo je vir. In oni objavijo kot reklamo, ne,
da pingvini letijo, ne, ja, mislim, kdo se bo zdaj ukvarjal s tem, če BBC to objavi in če tako čisto malo nekje piše, da je to v bistvu, ne vem, ali 1. aprilska šala, ali pač karkoli že, ne, pa imamo recimo, zadnjič ena kolegica novinarka, mislim, žal je Bog, objavila, da imam riž iz plastike, ne. Da je riž iz plastike in se je strinjala s tem, ne, serija grozna, ne, ker mi v bistvu pravzaprav želimo živeti v svetu, ki je grozen. Ne vem sicer zakaj, jaz mislim, da je svet lep, no, mislim, to je pač moje prepričanje. Svet je lep, sicer ima grozne stvari, ampak svet in general je lep. Ampak eni ljudje želijo očitno živeti v prepričanju, da vse narobe, da nas vsi skozi nategujejo, ne. Skratka, kaj pa če je lažna novica, ne lažen riž? Ne, ampak to pa nam že ne potegne. In zelo preprosto, samo v Snopes greš, Snopes je pač en portal za preverjanje dejstev, ne, ki je globalen in ki recimo mu priznajo legitimnost tako ameriški desničarji, kot ameriški levičarji, kot vsi drugi, ne, zato ker dejansko pač tam res tim skrbi za to, da to, kar oni objavijo, stoji, ne. Če greš noter napisati Plastic Rice, ne, boš seveda hitro videl, da so to že zdavnaj ovrgli, ampak ne, mi ful radi to delimo, ker nas skozi nekdo nateguje in mi uživamo v tem, da imamo občutek, da nas skozi nekdo nekaj nateguje, ne. Skratka, recimo Snopes je tudi zato dober, ne, ker ni politični fact-checking portal. Veliko držav in point na cel seznam, ker oni so naredili celo to zavezo okoli tega fact-checkinga in verificationa, se pravi preverjanje dejstev. Veliko držav ima pač politične fact-checking portale, tudi Slovenija je zdaj dobila enega, recimo, nima samo političnih novic, ampak ima tudi večinoma politične. Ampak Snopes, recimo, se bo enako ukvarjal z orjaškimi anakondami, ker recimo za otroke so zelo pomembne, ne, orjaške anakonde, ne, teh novic o orjaških anakondah mrgoli na spletu, ne, otroci hitro nasedajo, ne, ker še lahko na Snopes preveriš, ne, se pravi, ne matematike naučili na Finskem, ampak recimo, ko smo otroke spraševali, ne, otroci so rekli, da mislijo, da je to lažna novica. Učitelji so rekli, da mislijo, da je resnična novica, ker valjda, ne, vsi vemo, da finski šolski sistem je najboljši, ne, mislim, otrokom se pa zdelo malo preveč dobro, da bi lahko bilo resnično odgovor na matematiko. Tako da, ne, se pravi, lažni plastični riž je ena taka, pol je ta finska, no, in tista moja omiljena, ki je pa pač, tudi ne bomo v imenih, ampak vseeno, ne, ful nam je fajn, če mislimo, da nas država nateguje tudi, ne. Ne vem, zakaj je to v Sloveniji zelo priljubljen pogled na svet, ne. In to je bilo lani ob svetovnem prvenstvu v fuzbalu, in da je bilo že vse bilo lani, ne, svetovno v fuzbalu, ko so Hrvati pač igrali finale, ne. In se je v nedeljo popoldne pred finalom pojavil zapis na slovenskem Facebooku, ne, Hrvati ne dovolijo svojim politikom, da grejo v garderobo, ne, zato ker oni so itak vse zafrkali, kar so vse zafrkali dali, in oni se ne bojo kitili zdaj s temi športnimi uspehi, ne. Napisal kao trener, mislim, Hrvatov, ne, in pol, če si kliknil na to novico in prebral do konca, ne, si prebral, da ni to napisal tale Delič, ali komu je že omenjenemu trenerju Hrvatov, ampak jaz, ki sem pač samo kar tako malo za foro to napisal, zato da vidim, kaj se bo zgodilo, ne, ja, in valjda so spet Slovenci množično navdušeno delili, kako so pametni Hrvati, ki svojim politikom ne dovolijo, da se kitijo na račun športnikov, ne, ampak kakorkoli že, ne, če mi ukinemo državo, če ukinemo politiko, ne, imamo zelo destabilizirano območje, recimo, ne, to pa je lahko že nekomu v interesu, ne. Torej, novinarji sami premalo preverjajo, ne, tako kot si rekla? Mislim, ne, to sem zdaj nisem hotela reči, to je bilo na Facebooku. Skratka, to je zdaj, če greš ti pisati članek, to spet vseeno malo drugače, da greš še malo bolj preveriti, ampak hitro tudi novinarji nasedajo, to je bolj problem, ne. Ena kolegica pa objavila, da je Morgan Freeman spet umrl, ne, tako kot že velikokrat on baron, ne. In ni preverila, ali to res? Ja, ne, jaz sem jo pol vprašala in je rekla, da pač enostavno portal, ki je to objavil, izgledal kot nišni hollywoodski portal in mu je zaupala, ne, zato ker seveda ti fake portali, ki obstajajo pač celotni fake portali, ne, znajo zelo zakrivati svojo podobo, ne. Ampak so tudi novinarji, tudi ameriški, recimo, ki potvarjajo stvari, ne, in dobivajo nagrade in potem vračajo nagrade. To je zdaj druga zgodba, ne, seveda, ko govorimo o lažnih novicah, v bistvu lažne novice so tak buzzword, no, ki ga uporabljamo bolj zaradi marketinških razlogov, ker če rečemo lažne novice, bolj ne imajo vsi vejo, zakaj gre, tudi otroci rečejo fake news, recimo zelo hitro poštekam, v bistvu gre za dezinformacije, ne, mi imamo zdaj lahko razdelimo dezinformacije na malinformation, misinformation, disinformation in tako naprej. Skratka, ene so zavestne zadeve, ne, in namenske in s ciljem, ene so napake, ne, ene so pač šlamparije, ne, vse to se nam, živimo človeku, se vse zgodi, ne, bi lahko rekli, to se nam dogaja, ne. Zdaj, tisti novinarji, ki seveda to naredijo za nalašč, ne, niso čisto nič boljši od teh, ki delajo lažne novice zaradi denarja ali pa vpliva na svoje bralce ali prebivalstvo ali karkoli že, ne, rezultat v volilni skrinjici, zato ker delajo to za svojo korist, ne.
In seveda so bili taki, ne, Jason Blair. Ja, ampak so bile tudi posledice, ne? Ko so jih odkrili, če so jih odkrili, ne. Ja. Tako da, recimo Špigar je bil na zadnji, ne, tak velik primer, ko so kolegi novinarji pol odkrili, ne. Ni pa nujno, da se odkrije vedno, ne. No, seveda ne. Čeprav nekatere časopisne hiše imajo fact-checking departments, ne, verjetno ima, ko sem slišala, recimo New York Times, mislim, da ga ima, ne, oddelek, ki se ukvarja prav s preverjanjem dejstev, ne. Ja, ampak New York Times vseeno ni ukazal, da imajo Jasona Blaira, ne, Ne, se pravi, kljub temu ne gre očitno stvari, čez to se zmuznejo, ne, skozi to sito, ne. Jaz sicer bolj vem za revije, no, za New Yorker spet, ampak verjetno domnevam, da imajo tudi vsi drugi, ne. Jaz mislim, da ja, te večje časopisne hiše. Ja, zdaj bi te pa jaz prosila, če lahko še majčko poveš o svoji knjigi, a ne? V moji knjigi? Ja. Nočeš? Ne, Mislim, mogoče samo to, da če bi koga zanimalo, Ja, ne, no, torej če kaj koga se zanima. izpostavlja v svoji knjigi. Literarno novinarstvo pojavi in raba nove novinarske vrste v ZDA in Sloveniji. Ti imenuješ to novinarska vrsta, Jaz se zato, ker je to eno blesavo predalčkanje tle v Sloveniji, ker ne moreš reči žanr, ker ne moreš reči vrsta in ker mi imamo pač razdeljeno novinarstvo na zvrsti, ki so informativne in interpretativne in potem imamo tele nesrečne zvrsti razdeljene na vrste, ne, s tem, da recimo, ne vem, en žanr, ki pač sodi po vseh normalnih pogledih v literarno novinarstvo, kot je portret, ne, je recimo interpretativna zvrst, recimo, ne, reportaže so pa informativne, mislim, kar je dobro, pa če pustiva, ne, zdaj to našo terminologijo. To je čisto Pustimo, jaz slovenski. rečem žanr in se mi zdi, da je to čisto prav. Ampak daj nam večkrat povej o vsebini, no, knjige. Kaj si zajela? Ja, ne, v bistvu tlele sem pač res želela takrat predvsem predstaviti nekaj, kar je bilo tukaj dosti novo, ne, kaj sploh literarno novinarstvo je, ker recimo seveda lahko rečemo mi, da je to reportaža, ne, in zenačimo, ampak tudi v tuji terminologiji imaš dokumentari reportaž, recimo, ali karkoli, ne, pa imaš gran reportaž v Franciji, pa ne veš, kaj vse imaš, ne. Reči reportaž, Ja, ne, tako da to so pač te stvari. Jaz sem želela to samo predstaviti, ne, mene pač z literarnim novinarstvom seznanil Željko Kozinc, moj takratni urednik in eden od 3 življenjskih mentorjev, recimo, ali pa 2, ne, če rečemo, da Jackie še ena, ne. Skratka, in pač hotela sem to zdaj znanstveno raziskati in preučiti in utemeljiti, ne, da če smo mi tam, kam smo imeli takrat še oddelek reportaže na delo, ne, da mi nismo tam najbolj abrevestni novinarji, ne, kot smo bili v hierarhiji znotraj dela, ne, nekaj čisto nepomembnega bitja, ne, ker nismo notranje politike pokrivali, ne. So hotela pač nek znanstveni dokaz in utemeljitev, da pač vendarle znamo pisati, no, in da naše delo ni čisto. Če je tvoja motivacija za doktorat. Mislim, jaz sem doktorat pisala, ker sem hotela imeti DR od spredaj, nisem pa hotela biti zdravnik, ne, mislim, pač. Tako sem ga pisala, imela sem čas, nič me ni pri tem oviralo, zadeva me je zanimala, moja prva ideja je bila, da bi primerjala Jane Austen in Danielle Steele in je Jureka skoraj kap zadela, ne, ko sem prišla s tem ven angleščini, ne, so rekli, da to absolutno nemogoče, ne. Kdo je bila mentorica? Petričeva, ja. To pa nikakor ne, čeprav je še zmeraj trdim, da je popolnoma upravičena ta primerjava, ne, če pač upoštevaš čas in sploh zgodnje dela Danielle Steele, ne pol tisti, ko so začeli še z ghostwriterji, ne. Ampak okej, ne, pač pol Željko predlagal, naj se lotim tega, ne, pa se rekla, v redu, no, dobra ideja, ne. Tako da sem pač pol to lahko v miru raziskovala in preučevala in je bilo v bistvu zame to zelo zanimivo, ne. In mi je bilo všeč in pa smo pač Toma Wolfa pripeljali v zgodbo, ne, kot nekako človek, ki je pač poskusil prvi opredeliti to tudi malo bolj znanstveno skozi tisti svoj sloviti esej, recimo, ne, in tako je nastala zadeva in pa seveda, ker pač to treba tudi približati Sloveniji, smo pač poskušali ugotoviti, kdo so bili predhodniki oziroma pač kar prvi literarni novinarji pri nas, ne. In Željko Kozinc tisto svojo reportažo o Kozjanskem zagotovo je bil, ne. Takrat, to so bili še časi, ko so si lahko privoščili en teden šetkanje po Kozjanskem, ne, in ugotavljanja, kakšna je situacija tam, ne. Je pa res, da seveda, ne, mislim, njegova zgodba, ki je imela tudi velike posledice za slovensko družbo, takrat so s to reportažo oni dosegli neke premike, tudi javnost se zganila približno tako, mislim, ne tako, ampak lahko bi malo primerjali kot Krisova zgodba, ne, ko so pač množično zasuli uredništvo tovariša z neko pomočjo tem starejšim starcem z Kozjanskega, ne, ker namreč začela se je ta zgodba tako, da sta ona dva, mislim, on je videl Črni kroniki novičko, da sta umrla 2 starca na Kozjanskem, da sta šla z Jotkom ugotavljati, kaj se je pravzaprav dogajalo, ne, in v bistvu iz te zgodbe, ne, iz te majhne novičke je pač nastala cela obsežna, ne, družbena analiza situacije socializma, kjer pač načeloma ljudje ne bi umirali zaradi lakote, ker je to vendarle najboljši sistem na svetu, ne. In
sta pač imela ta čas in priložnost in vse to. In to se mi je recimo zdelo vrhunsko. In če tako gledaš, recimo, ne, zato je bil tudi to moj poglavje tisti knjig, ki sem prej omenila o Željku Tokozincu, The Subversive Reporter, ne, to je bilo včasih, ko se ni smelo kar tako kritizirati. Subversive Reporter, ne, se ni smelo kar tako kritizirati sistema, ne, v katerem so novinarji ustvarjali, ne. Tako da se mi je zdelo to zelo dragoceno. In druga taka knjiga, no, v bistvu, ko sem jaz razmišljala, če bi kaj svojega prinesla, se na to pravzaprav niti spomnila, da nisem po pravic povedala, ampak je pa ta knjiga Preteklost je prolog, ne, ki je pa v bistvu moj omaž bil osebnim novinarjem Dela, ne, legendarnim novinarjem iz 60-ih in 70-ih in tudi kasneje 80-90, med katerimi tudi gospod Mitja Meršol pa recimo Alenka Puhar, ne. Tam je bilo merilo ravno to, da so pisali literarno, ne, se pravi, recimo Mojca Drčan-Murko ni bila umeščena, ker njeni teksti so bili bolj analitični, recimo, ne. Alenka Puhar pa je imela te reportaže, ne, ki jih je pisala, recimo njen portret Leona Štukla je umeščen v to knjigo, recimo od gospoda Meršola, kaj sem že ampak iz one knjige, no, v New Yorku, vem, da je bil odlomek. A ni bil Belfast? A mogoče? Ne spomnim se, ampak recimo spomnim se pa za tole, ker me pa vedno na te eskime oziroma inuite, kot se jim zdaj reče, za ne vem koliko besed za sneg, je imel pa tale Drago Kralj, je imel pa Mongolijo ali kaj je že imel, ne, pa je imel tudi nekih 10 ali 20, ne vem koliko besed za belo barvo ali za sneg ali nekaj tam. Skratka, že takrat so lahko ti pisci imeli veliko možnosti, no, da so. Zdaj, če mi mislimo, da je bilo vse, kar je bilo pred leto 90 v novinarstvu slovenskem, zelo pod taktirko komunizma in režima, ne, so tele dokazovali, da ni bilo tako. Ampak so imeli kontakt z ameriškimi pisci, z ameriškimi kolegi ali? Mislim, kolikor sem jaz uspela raziskati, so šli bolj prek Kiša pa prek Nemcev, kot pa Američane, zato ker v bistvu ni bilo tega čtiva. Prvi je bil, mislim, da Norman Mailer, da so ga pripeljali, pa Kapoti, ne, da so pripeljali te knjige. Mislim, da je Alenka Puhar celo bila med prvimi prevajalkami. Ona je prevajala to, ja. Ja, ne, tako da... To je bilo zelo hitro prevedeno. Ja, tako so oni v 60-ih prišli v stik, ampak ni bilo takega množičnega dostopa, kot je bil recimo do drugih virov. Ja, tako da to je bilo to, no. Ampak mogoče, če smem samo to reči, kar recimo še mene fascinira res pri literarnem novinarstvu in kar me je Jackie naučila, ne vem, obstaja en izraz, ki ga tudi nisem prepoznala in se reče lestvica abstrakcije, ne, skratka, lestvica abstrakcije je pač lestev, ne, ki gre od detajlov do neke splošne velike resnice, ne. In ona pač pravi, da povprečno novinarstvo ostane nekje na sredi, ne, skratka, tam, ki živijo ti suhoparni izrazi, birokratski uradniki na ministrstvu in tako naprej, skratka, ne gremo niti iz te detaljne zgodbe, niti do te larger abstract truth, kot pač ona reče, se pravi neke velike abstraktne resnice, ne. In recimo tale zgodba, no, o starci skozi Janskega je pa imela ta razpon, no, to hočem reči, ne. Išla je iz enega predelka na tej lestvici, če damo lestvico odkole, recimo, ne gor, ampak okej, ne boš šla take zgodbice, ne, ampak oni sta vzela tole eno zgodbo, ne, o teh dveh starcih, ki sta umrla, ki sta bila najdena v svoji hiši mrtva, ne, in sta začela raziskovati, zakaj je to tako, ne, sta prišla do te velike resnice, ne. Ravno to sem prej rekla, ne, da lahko je začetek mali, neka drobtinica, recimo, videzna drobtinica, ki pa ima neke široke razsežnosti, ne. Ja, absolutno. To sem mislila, ne, ko sem govorila o tematiki. Lahko je pa tema karkoli, ne. To ni nobenih omejitev. Načeloma je tema lahko karkoli, ampak recimo zakaj se meni res še zmeraj to tako dragoceno, ne. Recimo migranti, ki so pač priljubljena zgodba tudi danes v Sloveniji, ne. Recimo čisto drugače je, če ti začneš brati prispevek, recimo, ne vem, policisti so zajeli množico migrantov na meji s Hrvaško, med njimi je bilo, ne vem, 25 mladih Sircev, 3 Albanci in ne vem kaj, ne. Ali pa če začneš zgodbo, zdaj bom pač v angleščini citiral, ker to je konkreten primer, Delia tried to warn her sister about the smell. In to je prvi stavek zgodbe o migrantskih delavkah iz Mehike, ki prihajajo v Ameriko in delajo v tovarnah za predelavo rakcev. Se pravi, Delia je poskušala posvariti sestro pred vonjem, pred v bistvu smradom, ampak pred vonjem, ne, skratka. In potem opisuje naprej, kako pač si nadela te rokavice iz lateksa, recimo, ne, in v bistvu kako te rokavice iz lateksa čisto nič ne pomagajo, ko ti luščiš one rakove pač oklepe, ne, zato ker ti jih tako razrežejo na koščke, na laske, tole rokavice z lateksa in tako naprej. Skratka, to je uvodni del
v celo to zgodbo o migrantskih delavcih iz Mehike, ki puščajo svoje otroke tam pri starih starših ali pa drugih sorodnikih in grejo v Ameriko, obljubljeno deželo, zato da bi zaslužili toliko, da bi lahko preživeli svoje otroke. Hočem reči, že tak prvi stavek mi bo vedno pritegnil in bom začela brati to zgodbo in bom tudi razumela Deljo, ki je hotela iti, ne. Če pa preberem, da so zajeli skupino 25 migrantov na Kolpi, ne, mi pa pač to nekako ne bom potegnilo v zgodbo. No. Spet smo pri subjektivnosti, ne? Mislim, predvsem bi rekla pri literarnem upovedovanju, ne. To je pač začetek enega romana, je tak, ne. Tako, ja. Veliko je dialogov tudi, ne, v teh zapisih. Vse te elemente uporabljajo, vse te ne. literarne Čeprav elemente. sem si malo pogledala ta prejšnja srečanja tukaj in se absolutno strinjam s tem, kar je Ervin rekel, ne, da pretirano število pridevnikov je zelo slabega pisanja. Tako pa vedno, ne? Pisanje pika, ne, v kakršnem-koli kakršnikoli obliki, ja. Absolutno. Ja, pridevniki out. Ja, mislim, da to je, Radi imamo te pridevnike, nekateri zamenjajo in mislijo, da če je veliko pridevnikov, da je to kakovostno pisanje, ampak v resnici ni tako. Ja, in v bistvu, kar bi še mogoče povedala, kar me tudi fascinira pri teh literarno-novinarskih zgodbah, je tudi struktura teksta, no, se mi zdi, da je to zelo pomembna, ne. Recimo, načeloma imamo pač različne oblike tekstov, ne, eden je piramida, ne, ki jo pač vsi poznamo, ne, se pravi, ki jo uporabljamo za poročila, ne, ali pa vesti, se pravi, obrnjena piramida, kjer povemo najbolj bistvene podatke in se potem sledijo vse manj pomembne, no, v literarnem novinarstvu ni tega, ne, so različne strukture, ki jih lahko ponazorimo z oblikami, recimo moja, ko sem bila začetnica, je bila moja najljubša struktura kroga, ne, se pravi, ko se pač na koncu vrneš na začetek in se krog sklene, recimo v filmu bi lahko rekli, da je ena taka struktura je v filmu Pred dežjem, če se ga kdo spomni, sicer je zdaj že kar star tale film, ne, tam nekega 93, ampak tam je taka struktura res zelo lepo vidno. Ampak, kar je bilo pa zelo zanimivo predstavljeno ravno v New Yorku, mislim, da z Johnom McPheejem, ne, je pa struktura malega tiskanega E-ja, ne, ker v bistvu anekdota je bila pač taka, da je on hotel delati reportažo o tistih, ki pobirajo roadkille, ne, se pravi tisto mrtvo meso, mislim, mrtve živali na cesti, ne, in zdaj William Shawn, njegov urednik, je bil pa vegetarijanc, ne, in zdaj on je težko malo prodal to, in ki jo tudi pojejo v bistvu te živali, ne, težko mu je pač prodal to idejo, ne, in v bistvu je on zato začel z nekim, mislim, želvami, se mi zdi, ne, ker želve juhe so nekako na splošno v konceptu malo bolj bile prepoznavne, ampak to se pa v kronologiji ni zgodilo na začetku, ne, in zato je nastala ta struktura malega E, se pravi, da začel s temi želvami, pa se je pol vrnil na začetek, ne, in potem je šel spet nazaj do želv in nadaljeval in končal pač nekje drugje, ne, skratka, te roadkilli so postali vedno bolj taki, da moraš imeti že kar dobro želodec, da jih pač preneseš, ne, in se mi zdi res to zelo tako dragoceno, ker sama struktura naracije je tisto, kar tudi daje dragocenost enemu literarnemu novinarskemu tekstu, ne, se pravi, kako nastale avtor tega prispevka pač pelje naprej, da se nikoli ne naveličamo brati, ne, ali predvsem kaj zdaj, se spomnim, v New Yorku spet je bil en članek o misarjih, mislim, ko me to res ne zanima, no, o misarjih in klavnicah in ne vem še čemu, ne, ampak v bistvu, ko sem listala in sem hotela to pač preskočiti, se mi pač oko nekje zatakalo in je bilo to tako vrhunsko napisano, da sem začela brati in potem sem počela, da mogoče bo dobro, da začnem od začetka brati, ne, vse skupaj, da bo sploh dojela tekst, ne, tako da to se mi zdi res dragoceno, da se zavedamo, da so te strukture na voljo in da jih vrhunski pisci tudi znajo zelo dobro uporabljati, ne. Zdaj, v tujini imamo programe, ne, kjer se lahko učiš pravzaprav pisanja, ne, v stilu literarnega žurnalizma, pri nas reka, da tega ni, ne. A se ti zdi, da obstaja kakšno upanje, da bi se to kje pojavilo? Mislim, kaj se ti zdi? Univerza v Sloveniji je pač ena kompleksna struktura, recimo to, da bi Stuart Lorre pri nas učil, je nemogoče, ne. Stuart Lorre ni človek z doktoratom, tudi Jackie Panašinski ni človek z doktoratom, sta pa vrhunska pisca, ne. On je bil za foreign affairs, se pravi za zunanjo politiko, on je bila za reportaže, ne. In v Ameriki je pač možno, da ti prideš in učiš iz svojega znanja. Pri nas imamo mi doktorje znanosti, recimo Ali Žabin v končni fazi je doktor znanosti, pa še par nas je, ne, ki pa enostavno ne moramo priti na fakse, zaradi tega, ker nimamo raziskav narejenih, ker pri nas je pa zelo pomembno, da se ti habilitiraš, recimo, ne. Dobro, zdaj imajo seveda na faksu možnost, da ti učiš kot praktik ali pa recimo, ne vem, prideš kot navaja ali pač internetni, mislim, časopisni praktikum, kakršenkoli praktikum, to je že res. Ampak
primerjam to z Ameriko, kjer sta Jackie in Lori bila samostojna profesorja, zato ker sta bila pač ugledna novinarja in sta imela, mislim, mi smo imeli tam seveda tudi 3 strokovnjake za literarno novinarstvo, ki pa niso imeli take obiskalnosti na svojih predavanjih, kot jih je imela Jackie, zato ker pač so bili mečkano bolj dolgočasni, ne, mislim, kakorkoli že, ne, ti moraš znati tudi to podati in znati moraš kaj naučiti, no, ni včasih dovolj samo, da učiš iz knjig, ne. In Jackie recimo je pač kot tudi v končni fazi novinarka, ki je bila nagrajena za reportažo, mislim, s Pulitzerovo nagrado za reportažo, je to znala podajati, ne. Zdaj, še ena stvar je recimo, ne, da pri nas to, da ti sploh vzpostaviš nek nov predmet, to spet traja nekaj ne vem koliko let, ne, v Ameriki je pa v bistvu obvezno, da mora profesor skoraj vsako leto si nov predmet izmisliti, zato da je aktualen in ažuren in tako naprej, ne, da gre v korak s časom, ne, tako da za mano, mislim, pred mano so bili učitelji, mislim, da je Blatnik bil pred mano, ne, na FDV-ju, pa za mano je bila tudi Vesna Laba nekaj časa učila, ampak zdaj, kaj bojo naredili in kako bojo naredili, ne vem, ne. Se mi pa zdi recimo v bistvu veščina pisanja, ne, ker to je v bistvu dobro pisanje, čarobno, ne, ampak samo pisanje je pa rutinsko, ne, skratka ti se moraš naučiti izpisovati, ne, recimo kot je rekel Teddy Pahor, ne, vsak dan je ena vrstica, ne, Jackie recimo tudi pravi, ne, da vsak dan moraš malo pisati, pa čeprav recimo Jackie to dela, da piše vrhunske vinjetke na Facebook objavah, recimo, ne, ko gre ona nekam v Romunijo ali kamorkoli, naredi mini zgodbico, kar se mi zdi tak za slog, za vajo iz sloga sploh koristno, ker kratki teksti so daleč najboljše vaje za slog, ne, se pravi, v bistvu najlažje napisati en dolg in razvlečen tekst, kot bo romana zdaj vedela 300 vrstic za časoris, recimo, ne, kjer se moraš res osredotočiti, da ne greš čez in moraš pa vse pridevnike in ne vem še kaj vse popucati. Porezati, ja. Mislim, jaz mislim, da zanimanje bi bilo, no, se mi zdi pri nas tudi. Ma ne vem, če bi bilo. Jaz sem imela lani eno delavnico na FDV-ju in smo komaj nabrali, čeprav je bilo več kot za vse ostale delavnice, ki so jih razpisali, ne, Nekih 8 se jih je prijavilo za dvodnevno delavnico iz literarno-novinarskega pisanja. A so bili študenti ali še kakšni zunanji? V bistvu so bili zunanji, namenjeni bilo alumnijem in vsem, ki jih to kakorkoli zanimali in prav pride pri delu, recimo, ne vem, copywriterjem ali pač komorkoli, ne. Tako da tisti, ki so bili, vsaj kar so meni povedali, so bili zelo zadovoljni, ne, s tem, kar so izvedeli, ne. No, eni bolj, eni manj, ampak večinoma so bili kar zelo zadovoljni. Sam, mislim, je pa težko, no, mislim, karkoli. Recimo primerno, jaz sem jim takrat dala primer, če se spomnite, to bil jih malo po požaru na Vrhniki, ne, kaj že bilo, kjer je tovarna, Kemis, ne, kaj že, no, vseeno, v glavnem. In pač večina novinar, mislim, ja, ne, Kemis je bil, ne, večina novinarskih prispevkov se je pa začela, da je, ne vem, ob 7 zvečer izbruhnil požar, bla, 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 ne, skratka. Barbara Renčev, dopisnica RTV Slovenije, ki je pokrivala ta požar, je na Facebooku pa govorila o smradu, o žganju v očeh, o ne vem čemu, ne. Skratka, v bistvu iz njene Facebook objave sem jaz veliko bolj doživela, kaj se tam dogaja, kot recimo iz običajnih novinarskih, pa kar nekaj sem jih prebrala, ne. In to se mi zdi recimo škoda, ne, ker v bistvu nekdo, ki tam ni bil, bo res razumel občutke, če bo začutil to, kako te žge, ali pa kakšen je smrad. Recimo, Jackie nas je učila, kako pomembna so čutila, ne, za prispevke, ne. Recimo, ona je pisala o Sudanu, je bila v begunskem taborišču, ona je o vonju pisala, recimo, ne, kakšen vonj je tam. In jaz sem se pa spomnila, da sem tudi enkrat eno reportažo v Indiji začela z vonjem, ne, recimo, ker je bilo to najbolj značilno za tisto Kalkuto takrat, kako je tista Kalkuta grozno smrdela, ne, in kako so se prepletali v tem vonju, so se in smrad potu, in iztrebkov, in tunga čip benzinskega dizla, karkoli že dajo v svoje dvotaktne motorje, recimo, ne, vse to, ne, in to je bila taka prva stvar, ampak seveda še zmeraj je bila Kalkuta lahko čarobna, ne, nič ni to vplivalo, samo pač prva stvar, ki te pa zadene, tam konkretno vsaj mene, je pač ta vonj zadev, ne, in zato se mi zdi zelo pomembno, da se naučimo, mislim, da znamo res to dobro napisati, oziroma kot je tudi Jackie rekla, ne, da ti čez 5 let še marsikaj s tistim človekom, o katerem si prebral v nekem prispevku, recimo kaj z njenim sudanskim beguncem ali pa s komorkoli drugim, ki ga opisuješ, ne. Ja, to so zgodbe, ki se nam nekako usedejo v spomin in v srce, ne, ponavadi, če so dobro napisane. Ja, ampak hkrati pač skozi to osebno zgodbo ne vem, enega sudanskega begunca ali pa kogarkoli, ne, ti razumeš globalni fenomen nečesa, recimo, ne. Tako da zato se mi zdi tako pomembno, no, mislim. Kaj zdaj, recimo tudi tale njena reportaža, ona je dobila nagrado, bila je ena prvih Pulitzerjevih nagrajenk za reportažo in dobila je nagrado za prispevek
o gejevskem paru, od katerega je pač eden umiral za AIDS-em. Na Midwestu, se pravi srednji zahod ameriški, ne, se pravi na Missouri in tako naprej. Ne. In to je bilo leta 1988, je dobila ona nagrado. Se pravi, ona je objavila članek prej, ne, recimo 87. AIDS je pa izbruhnil kdaj, recimo, ne, bolj množično 84, 85, 86. Skratka, da si ti našel gejevski par, ki je bil pripravljen z imenom in priimkom nastopati v srednjem mediju in ga spremljal od diagnoze do smrti. To je recimo v tistem času bilo res revolucionaren dosežek. Ne? In s tem je ona cel fenomen predstavljala, ker oni niso hoteli spet samo enega teksta o ne vem čemu pisati, ne? Ampak so res hoteli skozi to zgodbo predstaviti. In med drugim so jo tudi novinarji vprašali kolegi Tlele na slovenskih delavnicah, koliko časa je ona delala na tem tekstu. Je rekla 1 leto, ampak je dodala. Ampak jaz imela tisto leto tudi 365 bylinov, kar pomeni, da sem še 365 drugih člankov napisala, poleg te ene zgodbe od diagnoze do smrti, recimo. Ne. Ja, zdaj počasi moramo zaključiti, Sonja. Edino, če se ti še kaj nekako porodi. Seveda počutno z vabom, ja, za komentar po vprašanju. Če je slučajno kdorkoli, ki sem od teh rednejših spremljevalcev večerov, ki sem jo kaj porodila zdaj, recimo, bom zelo vesela kakšnega vprašanja. Sonja bi napisala nekaj v svoji mamici po aktivnem staranju, v kakšno tako literarno zgodbo iz dnevnega centra aktivnosti, ki je zdaj več po Ljubljani. Se bi dala dobro zgodbo napisati? Zagotovo bi se popolnoma strinjam, sam jaz tega časa žal nimam. Treba si ga je vzeti. To se tudi strinjam. Absolutno. Se mi zdi, jaz sem ravno zdaj pel svojo vnukinjo, ki dela en magistrski študij na akademiji in sem jo pel en tak dnevni center tukaj na Gosposvetski, zraven kavarne Evropa tam. In so noter ljudje, ki se zberejo vsak dan, pridejo skupaj in potem se ukvarjajo z najrazličnejšimi aktivnostmi. Ne? Se pravi, od kvačkanja, učenja tujih jezikov in tako naprej. In se da iz tega narediti eno čudovito zgodbo o tem, kako starejši, ala jaz, hočejo socializirati družabno, hkrati pa še zmeraj nekaj aktivno koristnega in tako. Ne? In iz tega se da lahko ena zopna zgodba narediti. In glede, tista zgodba, ki je bila v meni vzeta za primer, je bila pa, mislim, moja newyorška brezdomka. Ja, Judy, točno, ja. Ja, Judy je bila, ja. Ne, absolutno se strinjam, ne, mislim, in še bolj kot recimo, mislim, poleg te tudi res je problem tega, da ljudje, ki imajo pač starejše starše in se recimo začne demenca, ki se je začela res pojavljati vse bolj pogosto v današnjem času, ne, enostavno nimajo nekih oblik pomoči, kako se s tem znajdeti. Čeprav recimo Neva Železnik o tem veliko piše, no, in tudi so zelo aktivni s temi temami in tudi recimo s problematiko domov starejših, ne. Ampak mogoče je pa ravno to, ker je v bistvu spet razdrobljeno po posameznih medijih in niti ene velike zgodbe, recimo kot je bila ta 14, ne, ki bi res zadela, ne. Je bilo pa to v filmu že parkrat narejeno, Iris recimo je Iris Murdoch in njenem upadanju Alzheimerja recimo, ali pa še par takih filmov, Haneke je naredil, mislim, da en film tudi na to temo. Ne, pa res v takih domovih, recimo se običajno piše malce statistično, koliko jih je, koliko jih pride in tako naprej, ni pa zgodbe iz tega narejeno. V bistvu anekdotično se poroča na nek način, ne. Ali pa se dela, vse se dela, in akcije, vse se dela, ne, sam nekaj, kar bi pa nas res zadelo, da bi se angažirali in bi rekli, nekaj je treba narediti, ne, takega teksta pa še ni bilo. No, mogoče se pa boš to ne angažirala. Ne, jaz se ne bom. Jaz sem pa svojim časorisom to delala, da enostavno mislim, da še... No, časorisu bo pa kdaj drugič kaj povedali? Časoris, nažalost, ne bo literarno novinarstvo nikoli. Je pa res, da obstajajo, mislim, lahko bi rekli v bistvu, okej, oni ustvarjalci rečejo otroški dokumentarci, ampak lahko bi pa tudi bili čisto literarno-novinarski prispevki, mislim, recimo tudi Infodromi v končni fazi sodeluje v teh projektih, ne, in recimo oni so imeli v Kamnoseku Svitu eno tako zgodbo, ne, ampak tisti, ki sem jih pa jaz gledala od ene nemške režiserke, recimo, ne vem, zgodba deklice, ki ima mami lezbiki, se pravi, pač mama se odločila zapustila moža, si našla partnerko in recimo to so res take teme, ali pa ne vem, o deklici, ki so ustrelili očeta
pred njenimi očmi na cesti. Ne. To so pa že take poglobljene literarno-novinarsko-filmske dokumentarne zgodbe, ki so pa in za otroke. To so zgodbe za otroke. Ne. In se lotevajo res hardcore tem. Ne. Tako da, Pišejo jih pa. To so filmi, dokumentarni filmi. Ja. In v bistvu EBU razpisuje pač nagrado, ne, in iz vsake države kandidirajo, recimo, ne, zdaj pač spremem, pri nas je bil Come Sex Fit taka zgodba, to ni bila zdaj taka, kot so tele, ne vem, ena zgodba bila o migrantih, ena bila o deklici iz Kosova, je v prijateljstvu z eno Nemko, recimo, in to so tele, mislim, tam res veljajo enaka pravila kot literarni novinar, novinar ne posega v zgodbo, samo beležijo, ne, se pravi, ko je prišlo recimo do enega dogodka, ko ta punca, ki je hotela pomagati migrantki in drugim migrantom pri učenju jezika, pač je vse šlo narobe, ne, so novinarji lih tako posejali tisti detajl, ga niso spustili, niso rekli, počakajmo, da bo naslednji dan šlo boljše, ne. Tako da to se mi zdi res obstaja, torej tudi lahko rečemo literarno novinarstvo za otroško populacijo. V obliki filma. V tem konkretnem primeru. V tem primeru. Dobro. Ja. Aha. Mene vse malo zanima, kje vidite vi to mejo med objektivnim in subjektivnim pri literarnem novinarstvu, oziroma da kje lahko ti sebe noter vpleteš in svojo domišljijo, da s tem ni okrnjena reporterska ali informativna plat neke zgodbe, kje se ustaviš, recimo, ali do kje lahko spustiš prosto pot domišljiji, da pač gre, kje je najbrž neka meja med obema, ne, svetovno. Mislim, kot literarni novinarski purist, da. Absolutno, ne, mislim, ni nobenega prostora za nobeno domišljijo, ne, to je dejansko tako, da tako more biti, ne, recimo, sicer, ko so spraševali, mislim, da Wolfa, kako je on vedel, kaj Leonard Bernstein razmišlja, je rekel, jaz sem ga vprašal in pa sem samo napisal, ne, he was thinking, ali karkoli že, ne, ni rekel, I asked him, ali pa he told me, ne, recimo, ni mi povedal, ampak je tako, recimo, mislim, da tudi, no, kaj je zdaj že tale Poljak, ja, ne, njemu so pa zdaj že učitelj, da je potvarjal, da je naredil kompozitne junake, se pravi, da je več likov združil v enega, ne, in to z vidika res tega purističnega pristopa, ne, to ni dovoljeno, ti ne smeš potvarjati, tako kot Janet Cook v končni fazi, to je ta novinarka, ki si je izmislila tistega fantiča, ki se je fiksal recimo leta 80 v Washingtonu, ne, pač je bila bolj diskreditirana, ne, jaz pač si predstavljam, mislim, moj pogled na literarno ne smeš izmisliti lika, da ti ne smeš pisati tako, da si nekje, kjer te ni bilo, ne. Mislim tudi, da ni nobenega prostora, kot rečeno, za domišljijo. Vsaka stvar mora temeljiti na dejstvih in če imaš recimo fact-checking portal, mora tisti fact-checking portal biti sposoben, mislim, mora imeti, lahko to preveri, no. Se pravi, če jaz napišem, da je ta stena bela, ne, mora čez 5 mesecev recimo nekdo, ki bo to fact-checkal, preveri, da je res v tej sobi ta stena bela, tudi če to popolnoma nepomemben detajl, ne. Skratka, novinar, ki piše literarno novinarstvo, je res kot dokumentarni režiser, ki samo sestavlja in zlaga, pa še pri tem seveda obstaja verjetnost ali pa nevarnost, da bo kaj potvoril, ne, ker že z zlaganjem lahko tudi nekaj potvoriš in vplivaš, ampak to je zdaj spet stvar tvoje etike. Jaz mislim, da pač ti kot novinar ne smeš tega delati, ne, ker v končni fazi, če ti enkrat zafrčka svojo kredibilnost, si jo zafrčkal, no, razen če pač v Sloveniji tudi zgodovinski spomenik bralcev malo kratek, no, tako da to se že zgodi. A je, ne vem, recimo etično, da sebe noter vpleteš, svoje občutke, svoje občutje, recimo, to je zdaj stvar spet na spektru literarnega novinarstva, je vse možno, ne. Jaz bi rekla osebno, ko se bolj realističnim pač zgodbam nagibam, ne, razen če sem jaz faktor v tej zgodbi iz nekega razloga, ne, se pravi, če sem jaz kakorkoli, ne zato, ker sem vstopil v prostor kot novinar, ampak ker sem že del te zgodbe nekako jo opisujem, ker se brez mene ta zgodba mogoče ne bi mogla zgoditi, potem ja, drugače pa ne, jaz sem za tisti pristop, da sem muha na zidu in opazujem, kaj se dogaja, ne, mislim, to je moj osebno. Kako pa si del zgodbe, ne? Če pa si del zgodbe, si pa itak del zgodbe. Treba pa po mojem razlikovati, ne, med subjektivizmom in pa fikcijo, ne. Za fikcijo pa itak ni mislim. Ni nujno res, da novinar nastopa, mislim, sploh ni dobro, da novinar nastopa v prvi osebi v sami zgodbi, ampak lahko pa uporablja določene pridevniške fikcije noter, ne. Se pravi, vprašal je Sonjo, kaj meni o tem in ona se je rahlo nasmehnila, pa mogoče se ni nasmehnila, ne. Jaz se ne strinjam s tem, ne. Jaz pač mislim, da mora biti res, mislim, ravno zato je zame literarno novinarstvo žlahtno. Ja, no se, kje je pa meja? Mislim,
You have facts and fiction. Ja, napiše, da se je Sonja rahlo nasmehnila, če se je, če se pa ni, se pa ni. Mislim, Meller je rekel, da so njegove zgodbe toliko resnične, kot so resnične izpovedi njegovih pač subjektov, ki jih je recimo intervjuval, ne, mislim, pač... Spomin je recimo relativen, ne, ampak Meller je malo tudi že sam prilagajal, ne, se pravi, jaz sem res za tiste, ki so res kot novinari, ker jaz, če pišem če jaz pišem analitični članek o litijevih baterijah, recimo, ali pa o magnetih v avtomobilih, ne, jaz tam ne bom šla nič reči, da se znanstvenik nasmehnil, če se ni, ne, ker se pač ni, ne. In enaka pravila veljajo za literarno novinarsko delo, ne, se pravi, tudi za portret tega znanstvenika, če ga jaz predstavljam kot literarno. To je zdaj moj strog pogled, kot rečeno, ne, ampak Jaz pa mislim, da ni nič narobe s tem, če je novinar navzoč kot prvoosebni pripovedovalec. Če je akter, to je zdaj spet moj pogled, ne? Če je del dogajanja, če pa samo zato, ker mi je, recimo v New Yorkerju mene to zelo moti, ne? Ravno v tej zgodbi, ko sem rekla o teh nacijih, ne, mi je Mullen povedal, kaj mene briga je tebi Mullen to povedal, mislim, to me pa res ne zanima, ne? Ti mi povej, kaj je Mullen povedal, ne da je tebi povedal, ne? Mislim, ni posebne potrebe po tem in to v bistvu dejansko, kar se tiče žlahtnosti literarnega dela, nekega prispevka škodi. Fajn je, recimo, če novinar nastopa v prvi osebi, če naredi iz intervjuja zgodbo, ne? Ker če bereva recimo intervjuje v kakšnem Financial Timesu, to ni intervju v tistem klasičnem pomenu vprašanje, odgovor, vprašanje, odgovor, ne? Je zgodba narejena, ne? In tam mora novinar nastopati. Če je del zgodbe, ne? Ni, ne? Ker ti lahko veš, ne rabiš povedati, da je meni povedal. Ti samo poveš, kaj je povedal. V pogovoru ga moraš vprašati. Ne? Seveda, ne, moraš ga vprašati, se pravi, s tem že vplivaš na to, ne, tako kot rečeno, pri 13, ne, je Tom French vstopil in izbral sogovornike in ga je vprašal in mu je povedal, da je zaljubljen, ampak on je povedal, zjutraj sem se zbudil in sem se razmišljal o tem, ali jo bom danes videl. Ni bilo rečeno, zjutraj se je zbudil in je razmišljal o tem, ali bo danes videl, mi je povedal 13-letni Jonas ta pa ta, recimo. Ne? To je ta razlika. V literarnem delu ne bomo nikoli prebrali takega sloga. Ne bo rekla Delia tried to warn her sister about the smell, Delia told me after 8 hours talk. Ali se lahko vprašamo in novinar res vedel, da se je tako zbudil? To je pa tale comprehensive reporting, ki si ga ti naredil v prvi fazi, ko si ga spraševal, kaj si naredil, ko si se zjutraj zbudil. In on reče, pomislil sem na to, ali jo bom videl. In potem vzameš tale element, ta detalj in ga ukomponiraš v literarno strukturo tvoje zgodbe, recimo. Ker ravno to je Tom Wolfe govoril. Ne? Jaz sem vprašal Leonarda Bernsteina, kaj je on razmišljal, ko se je peljal z dvigalom v 8. nadstropje svoje 14 nadstropne stolpnice, recimo. Pač recimo, da uporabljamo vse te detalje, ki nam približajo in vizualizirajo ta konkretni dogodek, ne. Ampak se pravi, da sem jaz pač literarno-novinarski tvorist, ne. Kaj je delal Hunter S. Thompson, ko je bil zadecal, pa itak, mislim... To je res skrajnost, ne, literarnega življenja, pa že ta gonzo. Ne, recimo, kaj sem ta Frank Sinatra Has a Cold, ne, to je značilen tekst, recimo, ki je nastal tako, da v bistvu novinar Gita Lee spet, mislim, da je bil avtor, ne, in je bil tudi zbran za enega najboljših reportaž oziroma portretov v Esquireju. Ni imel dostopa sploh do Franka Sinatre, ne. Skratka, on je delal tako, da je vse okoli njega pointervjuval, ne, in potem napisal prispevek, recimo, ne. Tako da, mislim, da se marsikaj, ne, zdaj samo stvar, kako pač na te stvari gledaš. Mislim, zame mora biti, mislim, noben literarno-novinarski tekst ni literarno novinarstvo, če ni najprej novinarstvo, no. Ni obratno, ne. Jaz ne izhajam iz literature. Ampak iz novinarstva. Morajo veljati vsa pravila, ki veljajo za novinarstvo in potem je to nadgradnja. Če ne bo fikcijo, ne? Če ne pač je to konc, ne? In v novinarstvu ni prostora za fikcijo, ne? Ni, mislim, kako bomo pa pol kaj drugega preprečevali, od lažnih novic naprej, ne? Tako da, jaz mislim, da je to, tudi zato se mi zdi to kraljica novinarstva, ker je res težko tako napisati, ne? Da res vse stori, da ti moraš res ogromno časa preživeti s tem človekom, zato da dobiš vse te detajle, ki jih potrebuješ, da ti zgodba stoji. Recimo prva Pulitzerjeva nagrada za reportažo, ne vem, ste že kdaj omenjali na teh dogodkih, ne, to je bil ta Mrs. ne vem kaj Monster, Mrs. Kelly's Monster se mi zdi, ne.
ki obstaja v anotirani obliki, se pravi, avtor reportaže je napisal za vsako stvarco, ki jo je uporabil, napisal, zakaj jo je uporabil, recimo, ne. Mrs. Kelly's Monster, ja, zdaj pa tudi moram spomniti, kdo je avtor tako. Ampak, recimo, začne se, da je v bistvu neka oseba tam pač sedi, nekje nimamo še občutka prostora, ne, ampak pač pije kavo, ne, pije mleko, without coffee, ne, neki tatske coffee would make his hands shake, se pravi, zaradi kave bi se mu tresle roke, mislim, da bo žena postreže z nekimi toplimi rogljički, ne vem še s čim, mi ne vemo, kdo to je, ne. Naslov reportaži imamo Mrs. Kelly's Monster, ne vemo, kdo je zdaj Kelly in kdo je Monster, nič ne vemo, ne. To je uvod. Ta zgodba se zaključi tako, da pač ta človek stoji naslonjen na pač neko kovinsko omaro, ne, že kovina sam mislim, da je občutek hladu, ne, in je sendvič iz vrečke, hladen sendvič iz vrečke, ne, se pravi, imamo ta kontrast, ne, uvodno toplino, ne, toplega rogljička, ampak hkrati napoved, da zaradi kave se mu pa ne sme roka tresne. Nekaj se izkaže, da v bistvu gre za operacijo tumorja na možganu, da je tale človek vrhunski možganski kirurg, ki bo operiral gospo Kelly in njen monster, se pravi njeno pošast, se pravi ta tumor, ampak operacija se je ponesrečila in ona je umrla. Skratka, oni so šli v to zgodbo pač z idejo, da bo operacija uspešna in da bojo naredili vrhunsko reportažo, da bo vrhunski, mislim, da kar znanstveni tekst o uspehu sodobne ameriške medicine, sam se jim je ponesrečilo vse skupaj, zato ker je pač gospa umrla in je tale novinar pa razlagal, da je on dal kontrast ravno to, ne, se pravi, ti imaš ta element topline, upanja, ne, se pravi vroč, topel rogljiček, vzdušje doma, upanje, zajtrk, dober ženo, ne, vse bo v redu in potem tisti hlad po operacijski dvorani, po operaciji, kjer se nasloni na kovinsko, tisto pač vse veste, kakšne so tiste kovinske, kamor se nasloniš in je iz vrečke, ne brown bag, se pravi en tak star posušen sendvič, kjer ni več upanja, operacija se ni posrečila. Skratka, vse to so detajli, ampak zato, da je to novinar res lahko to napisal, ne, in predvsem on je vedel za vsako besedo, zakaj jo je uporabil, ne, in ni nastopil v tem tekstu, ne. Ampak imamo pa vrhunski tekst o tem upanju, o razvoju medicine. Tudi gospa Kelly se je strinjala s tem, da bojo spremljali to njeno operacijo in poseg in tudi, če bi se slučajno karkoli zgodilo, da bojo lahko objavili in tako naprej. Ampak to so zame res tisti vrhunski teksti, ki ostanejo v spominu, tako kot dober roman, ko ga odložiš na polico, ti še zmeraj odzvanje tudi lahko leta in leta po tistem, ko si ga prebral. Hvala. Hvala vam, da ste prišli. Zdaj gremo pa vsi v Los Angeles napisati literarno zgodbo o malem Krisu. Ja, to recimo je taka tema. To sigurno. Hvala vam. Hvala.